In z nami še zmagovalec, tako kot včerajšnjega dne, tudi današnjega dne ob zaključku letošnje sezone svetovnega pokala v spustu oziroma v sprintu, Nejc Žnidarčič, čestitke. Nekako ste bili hitri, nekako se je takole že na uč videlo, da veste, kako priti do najhitrejšega časa, tako kot včeraj, ampak že vaša predhodnika, torej preostale dva, ki vam bosta delala družbo na zmagovalnem odru, sta dejala, da so bili časi izredno izenačeni, konkurenca je bila izenačena, ampak na koncu ste bili znova na vrhu. Ja, proga je zelo kratka, mislim, da najkrajša v svetovnem pokalu, po 30 sekund, recimo samo za primerjavo, prejšnji teden na svetovnem prvenstvu je bila proga dolga minuto 17, tako da ta je skoraj trikrat krajša. In so tudi temu primerni bili zdaj zaostanki, 500 je šlo danes v mojo korist, tako da kaj ne rečem, sem zelo zadovoljen s tem rezultatom. Ko govorite o primerjavah s progami, tudi priprava je potem drugačna, ne? Ja, sigurno. Mislim, glavni del sezone je bilo za nas, glavni del pripravljene sezone smo se pripravljali za svetovno prvenstvo in tudi trening je v tem baziran na to minuto 20, minuto 15 bil. Zame sem po naravi bolj eksploziven sorte, tako da mi te krajše proge ležijo in vedno sem rad tukaj tekmoval v Celju. Vedno sem rekel, proga ni med najbolj zahtevnimi, ampak pridobi pri organizaciji in pri vzdušju vse to noter, tako da tudi drugi iz drugih držav tekmovalci pravijo, da se vedno zelo radi vračajo sem in jaz mislim, da bo Dušan še kdaj organiziral kako veliko tekmo. Zagotovo, konec koncev pa sedaj tudi pogled na to sezono, ki je sicer bila znova kratka, ampak za vas izredno uspešna. Petkrat ste štartali v sprintu na tekmah svetovnega pokala in ne nazadnje znova ste svetovni prvak. Kaj lahko rečete? Ja, letošnja sezona je kratka, recimo lanska je bila pa zelo dolga, smo šele oktobra končali, tako da lanska sezona se je malo vlekla. Tako da sem kar vesel, da je konc, da se lahko malo spočijemo zdaj čez poletje. Bom pa še tekmoval na tekmah Evropskega pokala, to je pa ta nižji rang. Zdaj, ko gledam nazaj, je bila pa sezona perfektna. Jaz svetovni prvak, skupni števek svetovnega pokala, zmagal vse šprinte in sem kar ponosen na to sezono. Svetovna krona, kaj vam pomeni to? Dejansko je to največ, kar lahko človek, kajakaš, doseže v tisti sezoni, vsaki praktično. Potrditev tega dela že zadnjih let, 6. naslov, 4. zaporedan. Delamo trdo, delamo zelo dobro in je pa res, da na teh velikih tekmah se mora vse poklopiti, ni samo fizična pripravljenost. Velika tekma, bolj glava odloča, se je tudi videlo, par favoritov se je opeklo, neki outsideri so prišli na oder recimo. Tudi velike tekme so vedno nekaj posebnega, jaz sem vesel, da sem eden najstarejšimi, ampak te izkušnje potem grejo dostikrat v mojo korist, ker da že to dosti večkrat skozi in se to na koncu pozna. Ampak zaenkrat uspešno še vedno puščate za sabo konkurenco. Ja, me kar vsi sprašujejo, kdaj bom nehal, da bo lahko kdo šel na to krono, mi vzel, ampak jaz sem rekel, dokler bom konkurenčen, dokler bom imel veselje, se moraš imeti prav veselje, ker težko, če ne treniraš 3-krat na dan v mrazu, po zimi in vse, če nimaš nekega veselja do športa, dokler bo veselje in dobri rezultati, bom vztrajal. Če me kdo vmes premaga, super, jaz sem pa vedno potrudil ostati na vrhu.